Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš, to je 8. tema v seriji Staranje in družina. Naša generacija se težje stara zaradi izkoreninjenosti. Nas povojno baby boom generacijo, ki smo rojeni med leti 1945 in 1965, je življenje lepo obdarilo. Nismo doživeli lakote, epidemij in vojn, življenje se nam je podaljšalo za lep kos. Iz mladosti smo šli v srednja leta po svoje, kakor noben rod pred nami. Pomislimo na vrenje mladih v letu 1968 in po njem. Način življenja staršev, z njim pa tudi njihove vrednote, smo zavrgli. Ker se jih v novih življenjskih razmerah ni dalo živeti na tradicionalni način, predniki pa nam z vojnami v 20. stoletju niso bili pristen zgled. Sedaj se srečujemo s starostjo. Na vrsti je naš zgled smiselnega staranja za naše otroke in vnuke. Kako in v kaj smo zakoreninjeni? V tem pa smo sami negotovi. Je to narodna skupnost in slovenska kultura, kakor je učila tradicija? Je skupnost enakih ljudi, kakor je učil socializem? Je lastno imetje in znanje in veljava, kakor sili kapitalistični trg? Je to razvajno hlepenje po užitku, ki ga propagira reklama? Biti smiselno zakoreninjen, se sproščeno zavedati v kaj in čemu. To je pogoj za zadovoljno starost, za starostno zorenje. To je pa tudi pogoj, da nas odrasli otroci in vnuki jemljejo resno. Povojna baby boom generacija, ki se stara, je edina živa zveza med tradicionalno evropsko in pri nas slovensko kulturo ter kulturo prihajajočih generacij. Nad 50 let stari ljudje so most med dosedanjim izročilom človeških izkušenj in spoznanj ter prihodnostjo naše kulture, ki jo bistveno določa informacijsko-komunikacijska tehnologija in poindustrijski način življenja. Naša kultura se je razvijala nekaj tisočletij. V tem času je omogočila dosedanji razvoj človeka kot osebe, družine in drugih skupin ter krajevnih, državnih, verskih in drugih skupnosti. Vsem današnjim in preteklim kulturam so skupne osnovne človeške in socialne vrednote, nedotakljivost življenja, spoštovanje sebe in vseh drugih ljudi, delo in razvoj, resnicoljubnost, poštenost v sožitju, sodelovanje z drugimi in sočutna solidarnost z njimi, duhovnost, upanje v smisel življenja in druge. Uresničevanje teh vrednot v vsakdanjem življenju pa poteka na različne načine, z vzorci in orodji, ki odgovarjajo konkretnemu času in konkretnim razmeram. V današnjih razmerah večina tradicionalnih načinov za uresničevanje osnovnih življenjskih in sožitnih vrednot ni učinkovitih. Tudi to je vzrok, da jih je povojna generacija med odraščanjem revolucionarno zavrgla. Simbol tega je bilo leto 1968. Novih, boljših načinov ni imela na voljo, tudi sama jih ni razvila. V skupnostih evropske kulture, za katero so značilni materialna blaginja, dolgo življenje in urejene socialne strukture, imamo veliko duševnih in socialnih bolezni, ki so posledica notranje človeške praznote. Ta je nastala, ko tradicionalni načini za sožitje in usmerjanje osebnega življenja niso več uporabni, ustrezni novi pa še niso razviti.
Na trgu pa se vseljuje množica improvizacij, med katerimi se posameznik, družina in druge skupine ne znajdejo. Zato precejšen del ljudi dvomi tudi v vrednote same. Odkar je najštevilčnejša baby boom generacija sprejela v svojih srednjih letih odgovornost za razvoj, se vrača k osnovnim človeškim in sožitnim vrednotam. Z negotovostjo išče njihovo praktično uresničevanje v sebi in v sožitju. Pri tem je bila ves čas v precepu. Z ene strani smo se zalotili, da smo od svojih otrok in vseh drugih zahtevali uresničevanje vrednot, ki smo jih sami zavrgli. To so naši zdrsi v jarek nepristnega vzgojnega, političnega in gospodarskega moraliziranja po načelu, ki ga je izrekel pri nas Milčinski v Butalcih: če sam ne znam, bom pa druge učil. Na drugi strani pa naša generacija nima zavor pred tem, da bi cinično negirala človeške in socialne vrednote, ki so ohranjale in razvile človeške kulture. Starost postavlja pred to generacijo neizprosno zahtevo po pristnosti v doživljanju smisla življenja, smisla starosti, razlogov za solidarnost v medsebojni pomoči, za humano oskrbo v onemoglosti, zaupanje v razvoj, za duhovnost. To je dovolj močna motivacija, da naša generacija v starostnem zorenju poišče smisel in pristno zakorenini svoje življenje. Živimo v času prehoda iz tradicije v prihodnost. Socialni kapital, ki je ostal od tradicionalnega sožitja v skupnosti, je skoraj pošel. Tu in tam se že vidi nov pridelek. Dobre izkušnje v številnih skupinah za kakovostno staranje kažejo, da v njih mnogi uspejo uresničiti temeljne vrednote naše kulture. S tem najdejo pot v kakovostno, zdravo in dostojanstveno staranje. Take ljudi vzamejo mlajši za svojega resnega življenjskega sogovornika. Naša povojna generacija ima še živ stik s tisočletno tradicijo. Imamo tudi svojo življenjsko izkušnjo, ko smo se trudili prav živeti v razmerah, ki so nam bile dane. V drugi polovici življenja smo deležni sodobne informacijske tehnologije, ko imamo lahko vsak trenutek na dlani vse znanje človeštva ali smo v stiku z bližnjim na drugem koncu sveta. Sedaj je za nas ugoden in obenem zadnji čas, da se sami orientiramo in zavestno zakoreninimo v tisto, kar je res vredno in smiselno v naši preteklosti in kar je zaupanja vredno v prihodnosti, naši in naših zanamcev. Naša generacija je edina, ki lahko neboleče prenese potomcem domoljubje. To je sintezo smiselne zakoreninjenosti v to, kar je vredno, ter zaupanje v svobodo za ustvarjanje tega, kar je res vredno. Domoljubje je zakoreninjena svoboda. Ljudje, ki so samo zakoreninjeni, okamenijo. Ljudje, ki gojijo samo svobodo, utonejo v osebni in družbeni kaos. Odrasli otroci in vnuki upravičeno pričakujejo od nas zdravo domoljubje, zato bomo o njem govorili še naslednjič. Prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost septembra 2019.